Pozdravljeni. Situacija tovarniške ekipe Renault je nekaj, kar je malo slabše razumljivo vsem navdušencem Formule 1. Gre za kompletnega konstruktorja v tem športu, kateri pač v zadnjih sezonah sploh ne dosega tistih rezultatov, ki bi jih od njih pričakovali. Priznam, tudi sam sem bil navdušen nad bolidom RS19, ko sem ga videl, namreč na slikah je bil enostaven bolid, brez komplikacij, a izgledal je prekleto učinkovit. To je v nekaterih točkah tudi pokazal, a kaj ko že na veliki nagradi Bahreina smo videli dvojni odstop in to v istem krogu in celo na istem ovinku. Zakaj je do tega prišlo, uradno ne bomo nikoli izvedeli, a to sploh ni važno. Skozi celo sezono se je ta trend nadaljeval in komaj na veliki nagradi Italije smo videli spodobno dirko in tudi spodobne kvalifikacije, a kaj ko je to na koncu zadostovalo samo za 4. in 5. mesto. Res vzpodbuden rezultat, a daleč od tistega, kar si verjetno pri Renaultu želijo. Prvi problem pri Renaultu je sploh zasnova ekipe. Seveda, Renault je konstruktor, dela šasije in pogonske sklope, kot sem rekel, podobno kot Ferrari in Mercedes z eno bistveno razliko. Mercedes ima svoj sedež v Veliki Britaniji, šasije proizvaja v Milton Keynesu, pogonske sklope v Brixworthu, Ferrari proizvaja vse v Maranellu v Italiji. Renault se je že tu razdvojil. En del ekipe v Veliki Britaniji v Enstonu, kjer se proizvajajo šasije, drugi del v Ris-Châtillon v Franciji, kjer izdelujejo pogonske sklope. Ne samo, da sta fizično razdvojena ta dva dela, tudi politična moč je drugače opredeljena. Namreč tisti del v Franciji je tisti, ki odloča. Tisti del v Veliki Britaniji je tisti, kateri je bolj več ali manj nujno zlo. Da bi razumeli, zakaj ta del v Veliki Britaniji sploh nima take moči, se moramo ozreti malce nazaj v zgodovino, kajti Renault se je v Formulo 1 kot konstruktor vrnil v sezoni 2016. Predtem so že tudi bili v Formuli 1, že od 70 let, a pustimo, to je zdaj zgodovina, ampak v sezoni 2011 so se odločili vrh koncerna, da se ne bojo šli več te igre in da bojo ta del ekipe v Veliki Britaniji prodali. Prodali so ga skladu Geni Capital, v sezoni 2011 je bilo še vezano nekako na ime Renault, nato je tudi to izginilo. In ti v Geni Capital so to situacijo enkratno izkoristili, dosegli so enkratne rezultate, več ali manj na tehnični inerciji, ki ga je dal Renault. Finančno so ekipo izčrpali, kadri so odšli, zveneča imena kot naprimer James Ellison, a tudi mnogi drugi, in niti v infrastrukturo niso vlagali dovolj. Nato za sezono 2016 so se pri Renaultu premislili in so nazaj kupili svojo bivšo ekipo v Veliki Britaniji. Malo po malo so dvigovali formo, 16, 17, 18, ko so bili na koncu med konstruktorji na 4. mestu. A kaj, ko so bili pri Red Bullu z njihovimi pogonskimi sklopi bistveno boljši, so celo zmagovali dirke. Že to nam pove, da je nekako ravnotežje te enačbe uspeha v Formuli 1 predvsem osnovano na šasiji, ne toliko na pogonskem sklopu. Seveda, pogonski sklop je pomemben, a šasija je tista bistvena. Poglejmo samo drugi primer, če primerjamo tovarniško ekipo Mercedes pa Williams, nam bo bolj jasno. No, imamo to znanje, da je šasija tista, ki bi rabila več razvoja, pri Renaultu investirajo vse v pogonske sklope. Poglejmo še drugi primer. Imeli so Frédérica Vasseurja, kateri je prišel iz Francije, poslan v Enston, da bi to uredil. Prišel je v situacijo, ko ni imel ne fizičnega kadra, ni imel praktično ljudi, a tudi, bomo rekel, osnovne zadeve, kot so bile licence za določene programe, niso bile plačane, te licence niso bile podaljšane in niso mogli delati. Zahteval je investicije iz sedeža Renault Sporta v Viriju, nikoli ni bil uslišan. Naveličal se je, pustil je stvari pri miru,
šel v Sauber, danes Alfa Romeo Racing, in sam menim, da tam opravlja dokaj dobro delo. Škoda za Renault, kajti spet so izgubili zelo pomemben kader, ki bi lahko bil ključen v povratku na tista pota stare slave. Glavni, bom rekel, odgovorni Renault Sporta je seveda Cyril Abiteboul. Mnogi pravijo, da je na tistem mestu samo zaradi svojih družinskih povezav z nekom pri Renaultu, a ni važno. V tem svetu na visokih položajih je že toliko let, da pozna razmere v Formuli 1 in ima dovolj izkušenj, da tudi vidi, kaj je narobe in kaj mora storiti. Problem je, da investicije v tisti del v Enstonu še zmeraj zamujajo. Razumeti moramo tudi nekaj drugega, da Formula 1, kar se tiče kadra, je dokaj zaprt krog. Namreč vidimo določene tehnike, ki celo kariero menjajo ekipe, nikoli pa pravzaprav ne grejo izven tega kroga Formule 1. Pri Renaultu vidimo, da se vse giblje okrog Boba Bella, kateri je znan, mnogo let je že v tem svetu Formule 1, a kakšnih vidnih, pravih uspehov od njega nismo videli. Problem je še en drugi, Cyril Abiteboul rabi investicije. Temu jih lahko dajo samo njegovi nadrejeni, šefi koncerna. A vprašanje je, koliko se ti ljudje spoznajo sploh na Formulo 1. Namreč težko je nekomu, ki ne sledi Formuli 1, razložiti, da 4. in 5. mesto je nekaj dobrega. Meni bi se bolj zdelo dobro, če ne bi sledil Formuli 1, da mi kdo govori o naslovih, o zmagah, o stopničkah mogoče, a že to bi bilo malo čudno. Pri Renaultu tega ni. Videli smo zelo zanimive investicije na področju voznikov, čakamo na tiste, ki bi v Enstonu prinesli spremembo. Namreč vidi se to, da zanimiv in potencialno dober projekt je bil zelo zaustavljen praktično z malenkostmi. Namreč meni je jasno, da vkolikor imam 10 ljudi, ki se ukvarja z enim problemom, bojo ti tega rešili bistveno prej, kot če se s tem problemom ukvarjajo samo v 3. Potrebno je bilo očitno 2/3 sezone, da so bolid spravili toliko v red, da je spodoben. A med 4. in 3. ekipo v svetovnem prvenstvu Formule 1 je bistveno večji preskok kot med 10. in 4. In tu je potrebno strani Renaulta kot koncerna, če bojo želeli imeti v Formuli 1 uspehe, bistveno več. A tudi od ekipe same, tudi od Abiteboula, kateri je že, kot sem povedal, ogromno let v Formuli 1, a manjkajo mu še tisti uspehi, ki si jih sam želi in ki jih vsem obljublja. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.